Dobrodošli v Tehnoparku Celje. Moje ime je Katja in danes se bomo igrali z mehurčki. Za poskus potrebujemo eno jušno žlico tekočega mila, skodelico vode 100 ml, slamico, žlico, glicerin 50 ml in volnene rokavice. V skodelico z vodo bomo dodali eno žlico tekočega mila. Nato dodamo 50 ml glicerina. Vse skupaj zmešamo. Sedaj si nadenemo volnene rokavice. Sedaj vzamemo slamico in naredimo počasi mehurček. Mehurčki so pravzaprav film milne vode, ki se glede na okoliščine, brez uporabe ali v uporabi izbrane palične strukture oblikuje v sklenjeno prostorsko obliko, v notranjosti katere je ujet zrak. Ukrivljenost, izbočenost ali bočenost ploskev tako nastalih telesnih oblik je določena z ravnotežnim stanjem sil, ki delujejo na milni film. Tu se pojavita dve sili, tlak zraka znotraj mehurčka, ki potiska milni film navzven in ga s tem želi razširiti, ter površinska napetost milnega filma, ki se širjenju filma zaradi zračnega tlaka zoperstavlja. Sedaj bomo pogledali, kako se milnica obnaša v različnih oblikah. Izkaže se, da je geometrijska oblika, ki jo zavzame milna opna pri uravnoteženju obeh učinkov v danih razmerah, ena sama in enozračno opredeljena. Tako je oblika prosto letečega mehurčka, nastalega brez oblikovnih omejitev, vselej krogla, ustrezne razsežnosti, pri čemer je njena razsežnost določena z razmerjem med obima učinkoma. Zakaj milni mehurček ne poči? Glicerin naredi steno mehurčka gostejšo in močnejšo. In območje stika mehurčka z rokavico se zaradi volne zmanjša, zato mehurček dolgo ne poči. Kaj se zgodi, če imamo na rokah plastične rokavice ali smo brez njih?